obrazi izvoljenih. Tako nekako sem naslovil svoj prispevek, da bi bili vsi eno. To je nekako motiv in nekako dimenzija cerkve kot take od Jezusovega naročila naprej. In k temu smo tudi poklicani. Zdaj, včasih je tako, da v kakšni zadevi želimo biti poklicani vsi, v kakšni drugi pa nihče. Spomnim se enega takega mini primera, ko je v nekem nogometnem klubu vprašal trener, kdo bi želel biti na rezervni klopi. In tisti, ki so bili navadno v prvi ekipi, so rekli, jaz že ne. Tisti, ki jih ni bilo v kadru, so rekli, jaz pa bi. Skratka, odvisno od občutka pripadnosti. In biti eno ima torej več dimenzij. Odvisno od tega, kaj si želimo in koliko pripadamo. Biti eno, marsikdo to razume institucionalno. Tisti, ki smo eno, se med seboj poznamo, velikokrat tudi med seboj kontroliramo. In če pogledamo malo v zgodovino ekumenskih prizadevanj, potem je čisto jasno. Pri molitvi za to, da smo vsi eno, je kakšen katoliški škof takoj vedel, kaj morajo spremeniti protestanti in pravoslavni, da bodo eno. Kakšen pravoslavni škof je imel občutek, da je skoraj treba zamenjati nacionalno pripadnost, da bi bili lahko pravoslavno eno. Kakšen protestant je imel občutek, da moramo najprej zavreči papeža. Skratka, biti eno ima veliko različnih kategorij in kljub temu se mi zdi, da se na tem polju kar nekaj premika v tej smeri, da biti eno povzema vse več duhovnih dimenzij. Da smo duhovno vedno bolj povezani, da nekako manj pripadamo eni naciji ali enemu škofu ali enemu papežu ali morda tudi, ne vem, da ne izključujemo, ampak da biti eno vključuje predvsem pripadnost Kristusu. In v tej povezanosti že vidim tako različne pravoslavne cerkve, kot tudi različne protestantske in mnoge druge skupnosti. To pripadnost vidim kot bogastvo, različnost v tem smislu bogati, povsod tam, kjer je nekako osvobojena nekih občutkov sovražnosti in ogroženosti. Različnost, ki temelji na sovražnosti in izključevanju, ne bogati. Različnost, ki temelji na skupnem duhu, pa seveda bogati in tako vidim različne cerkve, če smem uporabiti to prispodobo, kot komunikacijo odraslih otrok, ki imajo že lastne družine. Se pravi, vsaka cerkev je na nek način družina zase, je skupnost zase, Kristus je pa tisti, ki nas povezuje in kot različne družine najdemo lahko veliko skupnega in ta različnost nas potem tudi bogati. Tudi sicer, če pogledamo malo, kaj sem tudi zgodovinsko morda, bomo videli, da je tega
bogatenja bilo že doslej kar nekaj. Spomnim se nekega pogovora, neke debate, kaj so nam prinesli protestanti. In seveda, ne vem, prevod Svetega pisma. Pa je rekel nek zelo visok katoliški predstavnik, je rekel, prej ali slej bi to napravili tudi katoličani. Ampak niso, ne vem, zakaj je težko s hvaležnostjo priznati ta njihov prispevek. Gotovo je poudarek, ki ga danes v katoliški cerkvi zaznavamo prav na Svetem pismu, velika dota, velik prispevek, velik dar, ki so nam ga prispevali različne protestantske skupnosti. Če pogledamo, ne vem, pravoslavne cerkve, od ikon do njihove tudi literarne duhovnosti. Meni se zdi, da bi brez tega srečevanja s pravoslavnim svetom bila duhovno, kljub seveda bogatstvu, pa vendarle katoliška tradicija in cerkev kar precej bolj uboga ali siromašna. Seveda velja pa tudi drugače. Ena pravoslavna cerkev ima močno duhovnost, je pa sorazmerno pasivna. Spomnim se nekih pogovorov o verski vzgoji, tudi ali pa vstopanju v šolo. So rekli pravoslavno, to ni naša stvar. Mi imamo samostane, mi imamo duhovnost in tako naprej. Skratka, ta izziv po nekoliko večji aktivnosti, tudi karitativni dimenziji, so zaznali v katoliški cerkvi. Seveda, tudi to je zanimivo, če malo prisluhnemo kakšnim protestantskim cerkvam. Kaj pravi papež? Veliko krat njim pomeni več kot nam katoličanom. In se potem skoraj da bolj orientirajo kot mi. Mi kvečemo naročamo, kaj mora povedati. Oni čisto drugače spremljajo to pravzaprav institucionalno dimenzijo katoliške cerkve, ki gotovo tudi njim daje nekoliko večjo stabilnost in sigurnost. Tako da na tem polju vidim veliko tega bogatenja, ki seveda gradi na nekih temeljih, če smem tako reči, splošnega duhovništva. Že s tem, ko v številnih primerih priznavamo drugemu krst, in krst je vključitev v skupnost, v cerkev, potem pomeni, da avtomatično to skupnost postaja tudi naša skupnost. In na ravni tako imenovanega splošnega duhovništva se mi zdi lahko dobro ali pa gradimo dober občutek te pripadnosti in medsebojnega duhovništva. Tu vidim tudi veliko vlogo laikov, tudi zato, ker je službeno duhovništvo razumljeno zelo različno in drugače, pravzaprav delno zgodovinsko pogojeno, delno tudi iz današnjih razmer. Tudi tukaj se spomnim, ko sem bil dekan enega srečanja laiških teologov in teologinj in študentov z enim slovenskih nadškofov, ki jih takrat ni bilo veliko in seveda ga lahko tudi identificirati, pa ga jaz ne bom. Ko so vprašali laiki, kakšna je naša vloga v cerkvi na Slovenskem. In ta nadškof pravi, da molite za duhovne poklice. Morda se kdo še spomni tega primera. V glavnem se mi zdi, da je bilo to takrat nekoliko vnaprej storjena kardinalna napaka. Se mi zdi, seveda je tudi molitev za duhovne poklice, ampak že duhovnost je
molitev za duhovne poklice je po moji presoji molitev za to, da vsak poklic opravljen čim bolj duhovno. In tu sem prepričan, moram reči, da me nič ne skrbi pomanjkanje duhovnikov. Če bomo svoje delo dobro opravljali, bodo skupnosti že poskrbele, da bo dovolj duhovnikov. Tako da, ste, ne vem, tudi od vloge laikov in kopico drugih pristopov poznamo. Jaz vem, da je za marsikoga to malo blasfemično, ampak mene to ne skrbi. Službeno duhovništvo. Se pravi, če bomo dovolj molili za duhovnost življenja, bodo tudi duhovniški poklici. In tukaj smo odgovorni vsi. Od laikov, tu je skupno službenemu duhovništvu in seveda tudi splošnemu duhovništvu ali laikov. Zdaj, službeno duhovništvo v katoliški cerkvi, tu odpiramo vprašanja in ne dajem odgovorov. Tisto, kar me nekoliko zanimivo vznemirja, so naslednji izzivi. Nekako v skladu z izročilom in tudi sodobno teologijo, da ne rečem dogmatiko, fundamentalko, čim kaj narobe rekel, Matjaž me popravi, je Evharistija daritev, žrtev. Bog daruje svojega sina, ne boginja. In darovanje otrok ne poznam celotnega spektra, ampak nisem zasledil nekje doslej, da bi ženska darovala v nekem obrednem smislu svojega otroka. Obredi, ki bi silili, da ženske darujejo, je po mojem občutku preveliko nasilje nad žensko. In tu na to vprašanje ne gledam sociološko, tudi ne ozko psihološko, ampak bolj teološko, kjer če je v središču žrtev, darovanje, v taka dejanja lahko v narekovajih prisilimo samo moškega. Zato je to temeljno antropološko vprašanje. In sicer z vidika teološke antropologije, kjer je polno zdaj že aktualnih in širokih neodgovorjenih vprašanj. Od teorije spola, že vprašanje, kdo je ženska, kdo je moški, do seveda vlog, ki jih ta dinamika sproža. Kaj je vloga ženske in kaj je vloga moškega. Moža, žene in tako naprej. To so vprašanja, ki so tukaj v tem kontekstu aktualna. Potem drugič, teologija evharistične daritve. Pravzaprav ne sama teologija, ampak kje so poudarki? Če je poudarek evharistije na daritvi, žrtvovanju, žrtvi, potem, po mojem občutku, tu ženske niso poklicane. Če je poudarek na lomljenju kruha, delitvi, transformaciji življenja, zakaj ne? Tu ženske. Še toliko bolj, če je poudarek na vstajenski cerkvi, ki živi iz vstajanja, ki premaguje smrt. Tukaj tudi ne vidim težav, ali pa sploh ne vidim problema v tem, da bi ženska vstopila v te procese. Seveda, četrtič je vloga obreda kot takega. Ritual. Tukaj imam nekaj odprtih vprašanj v tem smislu, da smo moški nekoliko bolj ritualno kalupirani in nam rituali več pomenijo, ženske ste bolj spontane, intuitivne.
In seveda tukaj se odpira vprašanje identitete službenega duhovništva. Poročeni moški, ne vidim razlogov, žensko duhovništvo ob spremenjenih poudarkih. Eno in drugo, če razumemo službeno duhovništvo kot služenje skupnosti, potem vidim tukaj neko vizijo moških in žensk, poročenih, neporočenih. To gotovo, ne vem, če še kaj drugega. Hvala lepa.